z ohlajevanjem. V predavanju vam bom predstavila inventarizacijo koristnih domorodnih organizmov, ki smo jo več let zapored izvajali v okviru programa strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin. Kot veste, se v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin sme za namen biotičnega varstva v Sloveniji uporabljati samo tiste koristne organizme, ki so navedeni na seznamu domorodnih vrst koristnih organizmov, kar določa pravilnik o biotičnem varstvu rastlin. Zato je nujno, da se tudi pri nas v naravi ugotavlja njihova morebitna navzočnost. Pri biotičnem varstvu rastlin uporabljamo žive koristne organizme za obvladovanje populacij škodljivih organizmov, da se zmanjša škoda, ki bi jo le-ti povzročili. Koristni organizmi tako vplivajo na škodljivce ali povzročitelje bolezni, da jih uničijo ali ovirajo njihov razvoj. No, veliko polifagnih tujerodnih vrst žuželk je pomembnih kmetijskih škodljivcev, kot so na primer plodova vinska mušica, marmorirana smrdljivka, koruzni hrošč in pa seveda še drugi škodljivci. No, v okviru naloge smo se osredotočili na iskanje domorodnih koristnih organizmov, kot so predatorji, parazitoidi, entomopatogene ogorčice in glive teh škodljivcev. Poleg tega pa smo jemali tudi naključne vzorce za ugotavljanje naravnih sovražnikov v tudi drugih agroekosistemih. Če kar začnem s prvim primerom, kako smo iskali parazitoide plodove vinske mušice. Inventarizacija je potekala tako, da smo gojišče ali sadje za 2 dni izpostavili plodovi vinski mušici, ki smo jo predhodno gojili v nadzorovanih razmerah v rastni komori, kot ste videli že v prejšnjem predavanju. No, v 2 dneh je plodova vinska mušica odložila v gojišče jajčeca. Te smo po 2 dneh vzeli iz insektarija in jih še kakšen 5 dni držali pri sobni temperaturi, da so se razvile ličinke in pa bube. Gojišče z ličinkami in bubami plodove vinske mušice smo nato prenesli v plastično posodico in dodali še košček svežega sadja in pa gojišča. Posodico smo prekrili s tanko, fino mrežico, katerih luknjice so bile manjše kot 1 milimeter, natančneje 0,8, skozi katere lahko prehajajo parazitoidi, ne pa tudi vinske mušice. In tako prehransko vabo smo nato namestili še v delta past, ki je vabo varovala še tudi pred dežjem. Tako pripravljene vabe, kar veliko jih je bilo, smo izpostavljali naravnim sovražnikom v okolju. Vzorčili smo v različnih nasadih malin, češenj, marelic, pa tudi v vinogradih. Vabe smo nastavljali nekako na višino 1,5 metra tal. Priporočljivo je, da se nastavi več vab hkrati v oddaljenosti nekaj metrov. No, po 2 do 3 dneh smo vabo že odstranili in jo dodatno prekrili še s tanko fino mrežico, ki onemogoča izhod potencialno razvitim parazitoidom, in takšne vabe smo nato prenesli v rastno komoro in opazovali izleganje parazitoidov vsaj 8 tednov za eno vabo je potrebno. Toliko o metodiki. Ugotovili smo, da sta pri nas zastopana parazitoid bub Trichopria drosophile in pa larvalni parazitoid Leptopilina heterotoma. Obe vrsti sta bili ugotovljeni avgusta poleti leta 2018 v osrednji Sloveniji, in sicer z vabami, ki smo jih nastavljali v maline. To smo tudi objavili, nato pa smo naslednje leto odkrili še 2 parazitoida, in sicer je šlo za vrsto Pachycrepoideus svindemije. To je kozmopolitska vrsta, ki parazitira bube nekaterih vrst dvokrilcev, kot so sadne muhe, tefritide oziroma vsem poznana breskova muha. Prav tako omenjena vrsta parazitira Drosophilo melanogaster in pa Drosophilo suzuki. Vrsto so že uporabili kot biotični agent za zatiranje sadnih muh, in sicer v Ameriki.
Dokazali pa so, da je ta vrsta tudi hiperparazitoid, se pravi parazitira koristne parazitoide iz družine Braconide, kar pa omejuje njen potencial v programih biotičnega varstva. No, prvič smo jo ugotovili septembra leta 2019 v vinogradih v Zgornji Vipavski dolini. Poleg te vrste pa smo našli še eno vrsto, to je larvalni parazitoid Leptopelina buolardi. To je na splošno parazitoid, parazitira ličinke vinskih mušic, in sicer spet parazitira Drosophila melanogaster in pa Drosophila simulans. Malo sem preučila literaturo, v kateri pa navajajo, da vrsta lahko parazitira plodovo vinsko mušico, se pravi, jo parazitira, vendar ne konča razvoja. Parazitirane ličinke pa kljub temu umrejo. Predvidevajo seveda pa s časom se bo tudi ta parazitoid prilagodil in bo uspešno parazitiral plodovo vinsko mušico. Je pa potrebno nekaj let. No, poleg tega smo ugotavljali, iskali tudi naravne sovražnike, vsem poznane marmorirane smrdljivke, tudi invazivne vrste. Nekatere vrste osic iz rodu Anastatus in pa Trizolhus so znani parazitoidi jajčec stenic. V Evropi poteka poglobljeno preučevanje predvsem vrste Anastatus bifasciatus. Vrsta je generalist, ki poleg jajčnih legel stenic parazitira tudi številne neciljne vrste iz rodu Hemiptera in pa Metulje. Vrsta je potencialni kandidat za preplavno biotično varstvo rastlin v Evropi in v Italijo jo Bioplanet že trži. In tam se izvaja tudi biotično varstvo marmorirane smrdljivke. No, mi smo parazitoide iskali tako, da smo izpostavljali jajčna legla, kot vidite tukaj na sliki. Smo jih lepili na take kartončke in izpostavljali na gostiteljske rastline marmorirane smrdljivke. Parazitoidov zaenkrat nismo našli. Smo pa potrdili plenjenje jajčec. Na sliki so prikazani ostanki jajčnih lupin, ki so jih plenili plenilci z grizalom, vendar njihova identiteta ostaja neznana. No, v literaturi navajajo, da jajčeca uspešno plenijo kobilice iz družine Tetigonide, se pravi prave cvrčalke in pa hrošči krešiči, ki so navzoči tudi pri nas. Poleg tega poročajo tudi o plenilskih stenicah iz družine Miride, mehkokožnih stenic, in pa Anticoride, to so cvetne stenice. No, raziskave jajčnih parazitoidov marmorirane smrdljivke so na veliko opravljali tudi v Ameriki in prav tako v Evropi, Italiji. In raziskave so pokazale, da je v naravi, da je bil parazitizem nižji od 5%. Poleg tega je bilo dokazano, da jajčica marmorirane smrdljivke parazitira vrsta Anastatus bifasciatus, ki pa so jo našli tudi pri nas, in sicer se s tem ukvarja Mojca Rot. Tako da za več informacij. No, poleg tega smo izvajali tudi inventarizacijo entomopatogenih ogorčic in pa gliv, kajti oboje poteka po isti metodi, insect baiting tehniki. In sicer pri iskanju entomopatogenih ogorčic ali gliv smo vzorčili tla, in sicer rizosferno prst, to, ki se drži koreninic. Kot vabe smo uporabljali ličinke voščene, vešče in pa mokarjev. In če so v talnem vzorcu zastopane ogorčice, te vstopijo v ličinko in jo ubijejo. Ličinke, tipično če so napadene z ogorčicami, se nekako tako rdečkasto obarvajo. Take potencialno suhe mrtve ličinke smo potem položili na belo vabo, temu se reče past za lovljenje ogorčic. Ta je sestavljena iz narobe obrnjene petrijevke, prekrite s filter papirjem, na katerega položimo potem potencialno napadene ličinke. Ta petrijevka je položena še v večjo petrijevko, ki je napolnjena z vodo, robovi se dotikajo vode in na ta način vlažijo
kadavre in omogoča izleganje ogorčic. Izležene ličinke nato migrirajo v vodo, jih skoncentriramo in uporabimo za nadaljnje morfološke analize. S to metodo se prav tako išče tudi glive, zato smo mi v večini primerov našli glive. Vidite primere, predvsem šlo za boverijo in pa metarizium. Poleg tega smo spremljali tudi parazitoide gosenice godičevja. Večinoma smo vzorčili v jagodičevju, zato ker smo zaznali zadnja leta večji napad gosenic, ki so z objedanjem listne mase povzročale škodo na mladih rastlinah. Vzorčili smo gosenice in njihove naravne sovražnike, in sicer smo začeli že zgodaj spomladi in pa tudi tekom rastne dobe. Pri posameznem vzorčenju smo nabrali žive gosenice skupaj z deli rastline, na katerih so se prehranjevale. Poleg tega smo iskali tudi kokone s parazitoidi na posameznih rastlinah jagodičevja. Tukaj vidite, da smo vzorce, se pravi gosenice in liste, prenesli v plastične posodice s pokrovčki, smo jih ustrezno označili in nato dali v rastno komoro in opazovali razvoj gosenic in pa potencialnih parazitoidov vsaj 8 tednov. Naj tukaj poudarim, da naš namen je bil tudi ugotoviti, katere vrste gosenic se pojavljajo v nasadih in povzročajo škodo in pač njihovi naravni sovražniki. Kaj smo ugotovili? Ugotovili smo pojav vrst iz rodu Euplectrus, to so znani parazitoidi gosenic metuljev. Najdemo jih po vsem svetu, predvsem v tropskih predelih. Zanje je značilno, da samica pred odlaganjem jajčec gostitelja brizga snov, ki prepreči nadaljnjo rast gostitelja in razvoj gostitelja. In za to vrsto Euplectrus bicolor je značilno, da so ličinke razvijajo na gosenici. Tukaj vidite, to zeleno so ličinke parazitoida. So zelene, zelenkasto rumene. Zanje je značilno, kot za vse kalcidne osice, da okoli gostitelja oblikujejo ohlapen svilen kokon, v katerem se tudi zabubijo. Tukaj je še en primerek Euplectrus flavipes, ki smo ga tudi našli, sicer vidite že bube na gosenici. In sicer gosenica se je prehranjevala na listu paradižnika. Poleg kalcidnih osic pa smo našli tudi najezdnike iz družine Moneidae. Te imajo širok nabor gostiteljev in za razliko od kalcidnih osic samica odloži jajčeca v gostitelja, izlegla ličinka se selektivno prehranjuje v gostitelju, ki pa se navidezno normalno razvija naprej. Ko gosenica doraste in najezdnik v tem času poje vso njeno vsebino, jo zapusti in oblikuje kokon, tukaj vidite kokon na sliki, v neposredni bližini njenih ostankov. Ta vrsta Hipposoter didymatur, ki smo jo našli, parazitira gosenice številnih škodljivcev, kot sta južna plodovrtka in pa Spodoptera exigua. Drugi najezdnik smo ga našli bil Tirateles camelinus. Ta parazitira številne metulje vrste pisančkov, in sicer gostitelja parazitira v stadiju gosenice in pa pokonča v stadiju bube. Za ta rod je značilno, da parazitirajo starejše larvalne stadije. Našli smo gosenice, ki so se prehranjevale na soji, te smo vzorčili in seveda uspešno se nam je izlegel ta Tirateles camelinus. Kot sem že omenila, smo vzorčili tudi kokone v nasadih. To so taki beli kokoni parazitoidov. Če kaj takega najdete, z veseljem sprejmemo, lahko pošljete nam na inštitut. In sicer smo potrdili dve vrsti parazitoidov, Cotesio tibialis in pa Cotessia ophela.
Kot vidite, se že po kokonu vidi, da je ta bolj svetle mlečne bele barve, ta pa rumenkaste. No, iz teh kokonov se je izlegla tale osica, Cotessia tibialis. Parazitoidne osice iz rodu Cotessia parazitirajo gosenice sovk, gobarjev, belinov, pedicev, veščcev in medvedkov in so tudi pomembni koristni organizmi za zatiranje gosenic v kmetijstvu. Našli smo jo večkrat, in sicer je bila razširjena tako v nasadih, kot tudi smo jo našli en primer na travniku. Kot zanimivost naj pokažem še parazitoida, to je hiperparazitoid, ki se je izlegel iz vrste Cotessia tibialis, in sicer je šlo za Mesochorusa. No, poleg tega smo našli tudi veliko muh goseničark iz družine Tachnide. Kot lahko vidite na sliki, so muhe goseničarke podobne hišni muhi. Živijo po vsem svetu in mnogo vrst je razširjenih tudi pri nas. Njihove ličinke parazitirajo gosenice, potem ličinke listnih os, ličinke hroščev, stenic, pa tudi drugih členonožcev. Odrasli osebki se hranijo z medičino in zato so pomembni opraševalci rastlin. Zanje je pa značilno za večino, da jajčica odložijo na rastline in potem jih te jajčica gosenice, ko objedajo liste, jih pojejo, na tak način pojejo in iz jajčica na tak način jih gosenica poje in iz jajčice v njenem prebavnem traktu nato razvijajo ličinke. Sprva se ličinke hranijo z manj vitalnimi notranjimi organi, v zadnjem stadiju razvoja pa gostitelja pokončajo in se pregrizejo na prosto. Zabubijo se v zemlji, kjer tudi prezimijo. No, kot sem že prej omenila, je bil naš namen ugotoviti, katere gosenice se pojavljajo v nasadih jagodičevja. No, ugotovili smo, da so pri nas predvsem pogosto pojavljale so se 3 vrste, in sicer cimetasti pestrin, tukaj so te kosmate gosenice, ki so objedale liste jagod, potem ahatovka in pa najbolj pogosta vrsta je bila ortosija, šlo je za več vrst ortosije, v našem primeru gotika. Za gosenice je značilno, da se prehranjujejo od aprila do junija in občasno povzročijo tudi škodo na jablanah, hruškah in drugih sadnih vrstah. Prav tako pa jih najdemo na mnogih drevesih in grmih. Ker je bilo v okolici nasada, je bil gozd oziroma gozdni rob, so te vrste verjetno migrirale v nasad in zato povzročale škodo. Občasno smo našli tudi sivega brstnega sukača, ki pa se sicer pojavlja v nasadih in povzroča škodo v nasadih jablan. Na koncu bi še povzela še enkrat, da so v nasadih bili navzoči številni naravni sovražniki in vseh niti nisem omenila v današnjem predavanju. Velik odstotek gosenic je bil parazitiran. Potrdili smo nove najdbe biotičnih agensov, ki pa niso na tujerodni oziroma domorodni listi. Raziskava je pokazala, da so v nasadu malin škodo povzročale gosenice predvsem listnih sovk. Občasno se je pojavil tudi sivi brstni sukač. Na koncu bi se zahvalila seveda še vsem sodelavcem za pomoč pri vzorčenju, v drugem delu Jakatu, Niki, Primožu, Hansu za identifikacijo gliv. Moram pa tu poudariti, da smo sodelovali, da je delo nastalo tudi s pomočjo tujih strokovnjakov, mnogih tujih strokovnjakov, ki delajo predvsem revizije evropskih vrst posameznih rodov za Evropo. Tako da delo je bilo kar obsežno in seveda na koncu bi se zahvalila tudi financerju. Hvala.